Dobrodošli v novem agrobiznisovem podkastu. Naš gost je Branko Ravnik, varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano. 5-letni mandat je Ravnik nastopil sredi maja 2024. Večina deležnikov v kmetijski dejavnosti in med živilci pravi, da bi zaradi kompleksnosti področja in nujne vztrajnosti, saj se stvari v prehranski verigi premikajo počasi, težko imeli boljšega varuha. Celotna profesionalna pot Branka Ravnika, sicer inženirja kmetijstva, smer živinoreja, je potekala predvsem na področju kmetijstva in razvoja podeželja. Od vodje Kmetijske svetovalne službe Slovenije, direktorja Kmetijsko-gozdarskega zavoda v Kranju, direktorja direktorata za kmetijstvo na kmetijskem ministrstvu do državnega sekretarja in direktorja Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Nedavno je zaključil službovanje na Turizmu Bohinj, kjer je bil svetovalec na področju kmetijstva. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Veliko govorimo o prehranski varnosti in kratkih verigah, kje dejansko smo. Torej, glede prehranske varnosti smo v situaciji, ki ne vliva mnogo, če tako rečem, upanja. Mi smo popolnoma vpeti v globalne trge in dejansko delovanje na način, da bi preferirali razvoj lokalne preskrbe, ni v fokusu, ampak to je nekako logično, na ta način se tudi družbeni red razvija. Torej, je pa dejstvo, če bi se karkoli zelo zalomilo, smo na tankem ledu, vendar hkrati treba seveda povedati, da bi se to zgodilo ne samo v sektorju hrane, ampak tudi na marsikaterem drugem področju in pa da se takrat stvari popolnoma spremenijo, prioritete postanejo povsem drugačne. Torej, prehranska varnost pomeni, ali se lahko v kriznih časih preskrbiš, ampak zaenkrat bi lahko rekel, da glede na to, da se stvari tako spremenijo v takih trenutkih in glede na stanje panoge, stanje sektorjev in vsega tega, bi rekel, da ne bi bili lačni, vendar bi se pa dobavne poti zelo otežile. Če bi se odločali, da bi svoj glas na prihajajočih volitvah dali na temelju izdelane politike za prehransko varnost s poudarkom na kratkih verigah, bi sploh imeli koga, ki bi mu lahko zaupali svoj glas? Ali ste sploh v teh zadnjih soočenjih zasledili koga, ki se s tem resno ukvarja? Ne, očitno so v družbi pomembnejše druge teme kot to, ampak v resnici se ne ukvarjam z vprašanja predvolilnih obljub oziroma izjav. Bolj me zanima dejansko, kaj kdo napravi takrat, ko je na oblasti, in zdaj pravzaprav je možno ugotoviti za vse, ki kandidirajo, kako so v preteklosti se tega vprašanja lotevali. Da greva k temi, ki je srčika najinega pogovora danes, prehranska veriga. Kdo je pravzaprav v tej verigi po vaših ugotovitvah najšibkejši člen? No, tu ni nobenega dvoma, ne pri nas, ne na evropski ravni, ne na svetovni ravni, je to seveda kmet oziroma prvi, ki je proizvajalec, ta je vedno najbolj na udaru. Če pogledamo po vseh vidikih, se pravi zunanji dejavniki, kot so cene inputov oziroma pač materialov, ki jih potrebuje in vse, imajo izjemno variabilnost, se pravi, zelo nihajo in tega pogosto ne more niti pretvoriti svojo ceno. Vsi, ki so nad njim, so dejansko močnejši ali pa saj praviloma močnejši deležniki. In nasplošno velja na EU ravni tudi, da je kmet najšibkejši člen in ne samo velja, to dejansko tudi drži. Zdaj, kaj to sicer pomeni za dolgoročni obstoj te panoge, je pa drugo vprašanje in zato imamo tudi močne politike, ki seveda poskušajo ustvariti neko okolje, ki bi bilo bolj stabilno za ta najšibkejši člen v verigi. Je pa res, da so v tej verigi prav poseben izziv trgovci, tudi sami veliko skušate delati z njimi in tukaj tudi država pravzaprav v preteklosti ni bila v pravo podporo. Pred leti smo se veliko ukvarjali z
košarico, ki je merila 15 osnovnih proizvodov in je pravzaprav prinesla popolno nasprotje temu, kar je bil njen namen. Trgovci so potem med seboj začeli tekmovati, kdo bo imel nižje cene, in te so pogosto padle na prav bizarne, nizke ravni. Te akcije so v bistvu čisto razvrednotile hrano. Košarice ne merimo več, ampak pritiski na cene so pa izjemni. Ja, ta občutek oziroma ta preferenca pri potrošnikih je ostala oziroma se nekako vtisnila. Če smo prej še govorili o tem, da je poreklo izjemno pomembno v očeh potrošnika in so potrošniki to tudi sami priznavali, ne glede na to, kako so se kasneje odločali pri samem nakupu, pa smo danes v situaciji, ko je cena tisti ključni dejavnik pri nakupni odločitvi in to ostane tudi, se pravi, o tem tudi sami priznavajo. Torej, ima to za posledico in bo kar precej časa minilo, da se bo ta pozornost preusmerila nazaj na tiste prave vrednote hrane. Je pa dejstvo še drugo, da se je v tem času je bilo zelo tako kritično obdobje, inflacija, dvigi cen, stroški na celotni ravni so se dvigali praktično, so se vsi stroški v sami pridelavi, predelavi prenašali potem tudi postopoma v končne proizvode in seveda ta cenovni pritisk je bil izjemen in odziv potrošnikov tudi nekako logičen. Torej, kako bo naprej, ali bo možno stabilizirati to, je veliko vprašanje in dvom, in zaradi tega, ker ta nihanja in pa odvisnost od razmer na svetovnih trgih je tako, in ta negotovost je tako visoka, da lahko pričakujemo ta nihanja še naprej in seveda potem tudi odziv in občutljivost na ceno tudi v prihodnje. Parlament oziroma državni zbor je novembra lani sprejel zakon o hrani. Ta vključuje prepoved prodaje kmetijskih in živilskih proizvodov pod nabavno ceno. Ste s tem pravzaprav zadovoljni oziroma ali ste s tem lahko zadovoljni, zato ker eksplicitno namreč zakon še vedno ne opredeljuje tega kot nedovoljeno ravnanje? Ja, torej zadovoljeno toliko, da se je vprašanje sploh naslovilo, vendar ne povsem zadovoljen zaradi tega, ker ne govorimo o prepovedi. Torej, sama prepoved prodaje pod nabavno ceno oziroma sama praksa prodaje pod nabavno ceno v temelju ni sporna in ni vprašljiva. Problematična nastane takrat, ko lahko s tem posledično vplivamo na odnos do nekega artikla oziroma skupine artiklov, če se sistematično dogaja v neki panogi. In pravzaprav sem v letu 24-25 zasledil tako prakso pri zelenjavi in takrat na to začel opozarjati. Dejansko so trgovci tekmovali med seboj, kdo bo imel cenejšo zelenjavo, in v tem primeru je seveda pri nekaterih šlo za znižanje cene v lastno, tako rečemo temu škodo, kar je pa posledično izvalo močan pritisk, in tam, kjer tisti niso bili pripravljeni pod nabavno ceno, seveda so pritisnili na dobavitelje in se je začela neka spirala pritiskov navzdol, ki se je začela pač s to prakso in je kot taka seveda lahko sporna. Torej, načelno je tako, vsaj moja ugotovitev je taka, če v zakonu piše, da je nekaj prepovedano, se tisti deležniki, ki so najmočnejši na trgu, tega res držijo in takih praks ne izvajajo. In tudi praksa izvajanja zakona o kmetijstvu je pokazala, da izmed vseh 27 praks, ki so naštete v zakonu, in so dejansko pred tem, ko je zakon začel veljati, jih je bilo možno zaslediti, postopno usahnile in so se našle nove prakse,
ki jih pač zakon ne prepoveduje, in skozi tiste prakse nadaljuje nek pritisk na dobavitelje. Vendar, kot rečeno, bo pač dikcija, kakršna zdaj je, jo bo potrebno do konca izpeljati in v naslednjem letu oziroma letošnjem letu ugotoviti, ali se bo nadaljeval ta zakonodajni postopek. Se pravi, nekaj dela vas še čaka? Ja, pravzaprav ne samo mene, tudi ministrstvo, ker moramo vladi poročati o tem, kaj smo zasledili na trgu. Pravzaprav mi je to kot neka dobrodošla aktivnost, saj zaradi nje več pozornosti namenjam tudi spremljanju posameznih aktivnosti, akcij, rečemo nenavadnih cen, ki so mi potem osnova za raziskavo, zakaj do njih pride, kako do njih pride, in mi bo pravzaprav ta naloga na nek način pomagala bolje razumeti tudi odnose v verigi. No, super. Da ostaneva še malček na trgovskih policah. Meni osebno se zdi, da pada delež pravzaprav slovenskih blagovnih znamk na trgovskih policah. Kaj pa pravzaprav vi opažate? Je ta trend, ki se meni zdi, da je ustrezen, ali vi ugotavljate kako drugače? Torej, jaz lahko ugotavljam samo s popisom, ki ga opravi varuh, in ta popis temelji na številu popisanih artiklov v nekem trenutku. Popisi so bili izvedeni v letu 2018, 2023 in 2025 in kaže seveda na to, kar je javno znano, da obstaja razlika med tipom trgovskih organizacij oziroma trgovcev. Diskontni trgovci imajo velik delež lastnih blagovnih znamk, kar je seveda del poslovnega modela, na katerem temelji njihovo poslovanje. Torej, način delovanja diskontnih trgovcev je seveda čim cenejšo storitev z izdelki, na katere imaš v čim večji meri vpliv na stroške, in struktura v prodaji, rečemo temu, relativno skromna. Če ima klasični trgovec 30 tisoč izdelkov v ponudbi, jih ima diskontni trgovec 3 tisoč. In med temi to je seveda potem optimirano. In pri klasičnih trgovcih je delež trgovskih blagovnih znamk nižji, prav nekje tretjinski, in se bistveno ne spreminja, kakšen procent raste, ampak ne pa drastično. Vendarle ta ponudba temelji tudi na ponudbi širokega števila artiklov, ki daje potem potrošnikom možnost izbire glede na njihove preference oziroma pričakovanja. Torej, pri klasičnih trgovcih imaš veliko izbiro, možnost seveda tudi več cenovnih skupin, pri diskontnih trgovcih je seveda struktura ponudbe nekoliko drugačna. So mogoče naši bližnji sosedje kaj boljši v tem? So njihove prakse bolj usmerjene v kupovanje lokalnega in je kupec tudi bolj lojalen lokalno pridelanim hrani in izdelkom? No, to moram reči, da tudi mene zanima. Zelo jasnega podatka o tem nimam. In to je bil tudi eden od razlogov, da sem se odločil v letošnjem letu izpeljati posvet, na katerega bom povabil uradne organe naših sosednjih držav, ki jih bom prosil, oziroma sem jih prosil, da bi predstavili njihova prizadevanja za bolj poštena razmerja v verigi in na kakšen način se lotevajo tudi tega vprašanja urejanja odnosov znotraj verige. Namreč zdaj mineva 4 leta od uveljavitve direktive o nepoštenih trgovskih praksah. Komisija je v lanskem letu naredila oceno izvajanja direktive in bo letošnje leto primeren trenutek tudi za razpravo o tem, kako na EU ravni in na ravni posameznih držav naslavljati to vprašanje. Tako da te izkušnje bodo seveda zelo dobrodošle tudi pri naših aktivnostih naprej.
Velik potencial za nabavo oziroma uporabo lokalno pridelane hrane je javni sektor. Tale podatek kar veliko pove. Vse javne ustanove v Sloveniji pripravijo 219 milijonov obrokov na leto, javne ustanove pa za hrano porabijo kar 415 milijonov evrov na leto. Ja, žal priti do podatka o tem, kakšna je struktura nabave glede na poreklo, skoraj da mislim, da ni mogoče. Saj sam ga še nisem zasledil, tako da sem si pomagal s statističnimi podatki in nacionalnim računom, ki ga opravlja statistika, in po teh podatkih moram reči, da sem zaskrbljen. No. Torej, če gledam nacionalni račun za leto 2010 in ga primerjam z 2020, javni zavodi, je upad nacionalne preskrbe na področju hrane in pijač iz 54 na 32 odstotkov. Torej, to je izjemno veliko in kaže na to, da bi bilo potrebno ta podatek detaljneje preveriti oziroma vzpostaviti mehanizme, ki bi lahko dali boljše podatke. Spet po drugi strani, ko se poslužujem podatkov iz Erarja, ki kaže na poslovanje javnih zavodov z nosilci različnih dejavnosti, ki so pač zavezani k javnim naročilom, kažejo na to, da so pri večjih naročnikih zelo dobro prisotni stebrni nosilci, živilska predelovalna industrija, torej vse mlekarne naše, mesno-predelovalna podjetja, se pravi pekarne oziroma živilsko predelovalna industrija, ki se ukvarjajo s to dejavnostjo, imajo relativno oziroma so dobro zastopana predvsem v teh večjih, pri manjših odvisno od regije, ampak tam so bolj vezani na distributerje oziroma veleprodajo. Čim pri sadju in zelenjavi je temelji predvsem na veleprodaji in seveda s tem povezani tudi predelani proizvodi. Torej, je zelo odvisno od sektorja, kakšni so ti deleži, in zdaj lahko samo ugibamo, kakšno je zadaj tudi poreklo. Ker ni nujno, da slovenski dobavitelj uporablja za dobavo v javne zavode izključno surovine slovenskega izvora, in zaradi tega je seveda vprašanje, ki bi mu kazalo nasloviti več pozornosti, da bi do tega podatka tudi prišli. Pobud za boljšo oskrbo javnega sektorja s slovensko pridelano hrano je bilo zadnje leta kar veliko. So pravzaprav znane neke rešitve, ki jih boste skušali tudi vi v dialogu z drugimi deležniki nekako izpeljati? No, s tem se je ukvarjala predvsej v tem mandatu tudi vlada, kako izboljšati oziroma tudi z ugotavljanjem, ki so ključni in glavni razlogi. Torej, če na kratko povzamem, glavni razlog je, da se je sistem nabave, potrošnje in vsega ostalega, kar je vezano na hrano, pomembno spremenil v tem obdobju, v teh desetletjih. Se pravi, in se je prilagodil na način, kjer ima malo število dobaviteljev dnevno ali pa redno dostavo. In torej dobavljajo artikle, za katere je potrebno manj časa za pripravo, recimo. Torej, v tem času je manj zaposlenih, ki se ukvarjajo s tem, ni skladiščnih kapacitet, in tisti, ki se ukvarjajo z naročanjem, morajo upoštevati relativno zapleteno zakonodajo in imajo premalo časa, da bi se s temi vprašanji ukvarjali. Torej, sistem je naslovljen na drug način dobave v javne zavode, in če bi hoteli seveda tukaj karkoli spremeniti, bi morali v celoti, skozi celotno verigo v javnih zavodih tudi spreminjati vsebine. Recimo, že skoraj desetletje, že od takrat, ko se je zaznalo, da bi prav z ozaveščanjem, osveščanjem in pa orodji, ki bi bili v podporo naročanju,
lahko naredili pomemben premik. Takrat je Gospodarska zbornica vpeljala tako imenovani katalog živil. Ja. Izjemno veliko truda vložila v tudi osveščanje, ozaveščanje, informiranje, pa po 10 letih lahko ugotavljamo, da imamo še veliko za postoriti, ker konec koncev lahko ena taka inštitucija, kot je zbornica, lahko samo del teh aktivnosti prevzame nase. Vse, kar je vezano na zakonodajo, na način dela v javnih zavodih, na čas, ki mu to namenijo, na število zaposlenih, zaprav sistemizacijo in vse ostale stvari, seveda na to lahko vpliva samo lastnik oziroma država. Tako. Zdi se, da so zaradi vsega naštetega, kar ste tako zelo lepo povedali, na nek način v krču tudi organizatorji prehrane v šolah. Ti imajo absolutno premalo časa, da bi resno se ukvarjali s temi vprašanji. Seveda se ukvarjajo z vprašanji, ki so vezane na smernice prehranske in tako naprej. Ta drugi del, odkot prihaja, kje so surovine, kaj je poreklo in kdo so dobavitelji in tako naprej, za ta del je pa absolutno premalo časa in na drugi strani jih delno omejuje tudi zakonodaja. Kako se v vsem tem sistemu, ki očitno zdaj res nekako dobro živi, sploh lahko znajde neka kmetija ali pa nek predelovalec, ki bi se rad vpel v to verigo, ne vem, da bi redno vozil v šole, kakšne druge javne zavode? Ja, to je zdaj bolj kot ne prepuščeno 1 na 1 iznajdljivosti oziroma pripravljenosti. No? Če tako rečem, torej nekdo, ki bi si želel dobavljati v javne zavode in to lahko tudi stori, v izločenih sklopih ima to tudi možnost in če ima na drugi strani posluh, je to mogoče. In take prakse seveda obstajajo, jih ni malo. Obstajajo tudi prakse, kjer se več kmetov poveže med seboj in potem skupaj zagotavljajo ponudbo, in obstajajo prakse, kjer to počnejo zadruge oziroma strani kmetov, organizacije, ki zastopajo kmete. Torej, obstaja kar veliko teh praks, je pa to bolj kot ne, rečemo, nesistemski pristop. Drugače pa je kar nekaj kmetij v javnih zavodih, seveda. Ob tem, ne samo ob izzivu, da je treba zagotavljati dovoljšne količine in to redno, je tudi pač zbiranje, skladiščenje, hlajenje, distribucija, ni dovolj lokalnih logističnih centrov, ki bi združevali ponudbo več kmetov. Se vam zdi, da zna biti odgovor na to tudi razpis, ki ga kmetijsko ministrstvo pripravlja prav za organizacije pridelovalcev, proizvajalcev? Kolikor sem seznanjen, je bil to eden od namenov, čeprav tu vendarle imamo regionalno zastopano relativno dobro zadruge, ki z lahkoto to prevzamejo oziroma dejansko tudi prevzemajo te naloge. Torej, je bolj vprašanje sistema kot celote in pa ali in v kateri fazi se vključi potem taka organizacija v cel sistem. Ali kot eden od nosilcev sklopa, kar pomeni, da morajo biti potem sklopi prilagojeni, oziroma če niso prilagojeni, pomeni, da se mora tudi zadruga ukvarjati z vprašanjem, odkot bo prišla roba takrat, ko jo ne bo strani njihovih članov, kar pa ni dobro in dobi neko vlogo grosista v tem primeru. Torej, prilagojeni sklopi ali pa delovanje v okviru izločenih sklopov, kar pa imajo seveda zadruge odlično priložnost in kaže seveda tudi ta vidik spodbujati. Bi pa to nekako, kar govorite, se pravi razdeljeni sklopi, šolam in bolnišnicam verjetno le dalo nekaj več zagona in bi bili lahko potem bolj stabilen odjemalec. Ja, to je bil tudi osnovni namen kataloga, izobraziti oziroma sposobiti tiste, ki se ukvarjajo z naročanjem, da znajo oblikovati sklope na način, da lahko posežejo po lokalnih dobaviteljih. Mislim,
v širokem pomenu lokalnih dobaviteljev, se pravi od kmetij z dopolnilno dejavnosti, živilsko-predelovalnih podjetij, manjših in večjih, seveda, kar vse oblikuje lokalno ponudbo. Ministra Mateja Čalušić in se pravi kmetijska ministrica in obrambni minister, gospod Borut Sajovic, sta pred dnevi podpisala sporazum o 2-letnem pilotnem projektu, sicer s katerim bo vsaj 30% hrane, ki jo bo Slovenska vojska naročila za vojašnico v Kranju, pridelane v Sloveniji. Je to po vašem mnenju pravi korak do kratkih prehranskih verig? Torej, po podatkih iz Erarja je že sedaj v tem sistemu Ministrstva za obrambo relativno veliko slovenskih dobaviteljev. Torej, dejansko mi niso znani podatki, kolikšno glede na porekla živil, ki jih slovenske vojašnice nakupujejo. Torej, vsaka usmeritev, vsako prizadevanje za to, da se sistematično vzpostavijo tokovi, ki bodo upoštevali poreklo, lokalno poreklo, so dobrodošli. Žal imam premalo informacij in zdaj, če tisto, kar je bilo predstavljeno, je predvsem platforma, ampak če govorimo o platformah, mislim, da imamo tega v Sloveniji že kar precej in bi bilo treba energijo posvetiti predvsem tem razmerjam in odnosom, bolj kot pa samemu orodju za pridobivanje ponudnikov oziroma za potem posredovanje oziroma zbiranje teh ponudb. Torej, platforma je kot že omenjeni katalog, v katerega je vključen so vsa živilska podjetja, potem tudi kmetije, ki so pripravljene sodelovati z javnimi zavodi in pa celoten zadružni sistem s svojimi kmetijami in pa seveda svojimi živilsko-predelovalnimi obrati. Torej, Kmetijska zbornica ima tako platformo, Zadružna zveza. Torej, informacije o tem, kdo je dobavitelj, je dovolj. Tudi ministrstvo ima platformo v okviru sheme Izbrana kakovost oziroma Naša superhrana. Tako da vedenja o tem, kdo na trgu je bolj kot ne dovolj in so zdaj vprašanja predvsem, kako ukrepiti zavedanje o tem, da je poreklo pomembno. Do septembra lani ste bili tudi član Evropskega ekonomsko-socialnega odbora, kjer ste delovali na področju trajnostnih prehranskih sistemov in pravičnih praks v agroživilski verigi. Kako spremljate trenutno krizo v mlekarski industriji? Ja, torej skrbi me, do kje bo šla cena navzdol. Dejstvo je, da je ta panoga v celoti odvisna od trendov, globalnih trendov in da se je zgodilo to, kar se je. Ob pomanjkanju so seveda cene šle navzgor in to močno in to je spodbudilo oziroma zgodilo se je pač, kar se je zgodilo in proizvodnja je narasla in zdaj cene padajo. In vprašanje je, kje se bo to ustavilo in ali bo potrebno ukrepanje. In če bodo cene nezadržno padale še naprej, bo potrebno seveda ukrepati. Bi lahko znotraj slovenskega ali pa recimo širšega lokalnega okolja našli kakšno rešitev? Ne, to je pač vse te politike se odvijajo na EU trgih, tudi mi smo celoti del globalnega trga, tako da učinki ali pa ukrepi na določene situacije se izvajajo samo na EU ravni. Vas bom v mislih malček potegnila nazaj na vaše začetke. Naloge varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano ste za 5-letni mandat prevzeli 15. maja 2024. Kakšne cilje ste si postavili tedaj in kako uspešni ste bili tisto leto? Ja, na začetku sem se postavil take globalne strateške cilje, in sicer 3. Prvi tak je ničelna toleranca do nepoštenih praks, ki vključuje tudi nedovoljena ravnanja. Drugo je nekako oblikovanje nekega mehanizma, sheme, ki bi
pripeljala poslovni model, ki bi v shemi izbrana kakovost oziroma pri ekoloških proizvodih pripeljal do poštene cene za kmeta. In tretja prioriteta so lokalne preskrbne verige in njihova ukrepitev. Torej, če gledam glede prvega, sem dosleden, glede na to, da opravljam kar veliko razgovorov oziroma imam že občutek, da mi deležniki zaupajo tudi kakšno informacijo. To potem prenašam naprej po verigi oziroma, če je potrebno, tudi preko inšpekcije za to pristojne, to je Agencija za varstvo konkurence. Z njimi dobro sodelujem v tem delu. Glede drugega, moram reči, da sem še precej na začetku, vendar se mi nekako stvari počasi odpirajo. Sem prepričan, da je izbrana kakovost tista prava stvar, da to postaja, da to je nek temeljni oziroma osnovna ali pa baza, na kateri kaže graditi slovensko kmetijstvo tudi naprej. Glede tretjega sem pa tudi optimist. No, veliko se govori o nujnosti krepitve lokalnih preskrbnih verig in dejansko v tej smeri tudi dela. No. Tako da stvari grejo v pravo smer, vendar so bile to nekako take dolgoročne usmeritve. Ko sva imela intervju jeseni lani, ste med drugim rekli tudi, vse, česarkoli sem se lotil, se odvija strašno počasi oziroma prepočasi. Katere cilje ste si torej postavili potem za letos? Torej, katere aktivnosti bom izvajal v letošnjem letu, mi zelo natančno določa že Zakon o hrani, ki specificira aktivnosti varuha. Ena ključnih je mesečno obiskovanje vsaj 5 deležnikov, kar je tudi podlaga potem za odločanje o tem, ali se kakšne prakse začne raziskovati kot nepoštene, škodljive in tako naprej, kot tudi za izdelavo mnenj oziroma pobud. V letošnjem letu pripravljam 2 pobudi. Ena je na področju zelenjadarstva, kjer sem prepričan, da bi moral biti to sektor, za katerega bi se moral odločiti, da je strateški. In druga pobuda je na področju turizma, kjer mislim, da je glede na to, da smo država, ki stavi na lepo pokrajino in pa dobro gastronomsko izkušnjo, nekaj, kar bi moralo imeti v ozadju tudi lokalne proizvode, oziroma poreklo, njihovo poreklo, čemur nismo priča, to je dejstvo. Pripravljam tudi 2 posveta, enega že prej omenjenega in drugega predvsem na temo izzivov in priložnosti za hribovsko kmetijstvo, ki bi moralo iti nekako, oziroma bi bil to moj prispevek kot kamenčka v mozaiku prizadevanj za boljši položaj kmetov v tem območju. Seveda v programu imam sodelovanje tudi na nekaj okroglih mizah, kjer predstavljam stališča. Na spletni strani se malo bolj aktivno obnašati in več komentirati, več objavljati, tako naprej. Torej, cilji sledijo logiki teh naprej, teh prej omenjenih prioritet. Odprti ste za pobude, res, kot ste sami rekli, sodelujete pri različnih iniciativah, sprejemate nenehno različne pobude. Je mogoče reči, iz katerih delov ali pa kateri deležniki se mogoče najpogosteje obračajo na vas? S kje prihaja največ pobud? No, torej poskušam biti ali pa enako veliko časa posvečati vsem. Torej, kar se tiče pobud, je mogoče živilska ali pa ta predelovalni del bolj aktiven. Tisto, kjer jaz dajem pobude, je mogoče trgovski sektor. Tisti, kjer je bolj zastopan, ko gre pa za primarno pridelavo, so pa bolj vprašanja, kako sistemsko pa kako bolj sistemsko v tej panogi, v tem sektorju pristopa. Torej, moje mnenje je, in to sem zapisal tudi v
v zapis o viziji kmetijstva, da bi dejansko se morali začeti na področju kmetijstva ukvarjati izključno z vprašanjem, kdo proizvaja hrano za trg, in temu nameniti potem tudi politike, spodbujanje razvoja, seveda ne zanemariti tudi ostalih, vendar politike, ki naslavljajo tiste, ki proizvajajo za trg, in tiste, ki so seveda predvsem ali samooskrbni, samopreskrbni, oziroma je njihova prioriteta trajnostni način kmetovanja, rabijo drugačne politike kot tisti, ki svojo dejavnost usmerjajo s proizvodnjo na trg. Parlamentarne volitve so pred vrati. S kakšnimi občutki, željami, ambicijami ali pa s kolikšnim deležem optimizma pravzaprav vstopate v to leto ali pa v obdobje prihodnjih let? Kar se tiče, če govoriva o prehranski varnosti. Nimam občutka. Torej, moram reči, da potem, ko se bo vedelo, kdo bo prevzel ta resor, imam kar precej stvari, precej gradiva pripravljenega za to, da lahko aktivno pomagam tudi pri oblikovanju politik, oblikovanju stališč in česarkoli. Imam dovolj znanja in vedenja o tem, seveda zanimali me bodo pa sem seveda tisto, kar bo na začetku mandata postavljeno kot prioriteta. Se vam zdi, da bi morala država z vsemi deležniki pravzaprav več delati na ozaveščanju končnih uporabnikov o pomenu lokalne hrane? Ja, to je stalna naloga, vendar občasno že izgubljam upanje, da je možno karkoli storiti v tem delu, in rabimo nekaj, kar bo zelo pomembno, ali pa zgoditi se mora nekaj zelo pomembnega, da se bo spremenilo karkoli v zvezi s tem. Jaz upam, da to ne bo kaj, kar bo na slabo, ampak z nekimi mehkimi vsebinami, oblikami bo zelo težko. Mislim, zelo veliko, po mojem mnenju, bi zelo veliko pomagalo, če bi tisti, ki najbolj odločajo o tem, kako naslavljati potrošnike, bi to pripoznali kot neko svojo zgodbo. Torej, da bi nekdo od večjih trgovskih sistemov začel graditi svojo podobo na temo, da je še bolj obrnjen k slovenski proizvodnji, kot je danes. Danes pa vsi razlagajo, da prioritetno skrbijo za slovenski del verige, da nabavljajo prioritetno, ampak nažalost ni občutka, da to delajo na način sodelovanja, ampak pač na način, kot njim najbolj ustreza. Če bi pa prišli do resnega modela oziroma neke resne zaveze, Tako. Ki bi se potem aktivno komunicirala tudi s potrošniki, pa upam, da bi se mogoče tudi kaj spremenilo. No, upajva, da je to prišlo na ušesa trgovcev. Z mislijo, da lahko vsak od nas prispeva k varni prehranski verigi, vsaj na lokalni ravni, zaključujeva najin pogovor. Zdaj se vam, gospod Branko Ravnik, varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano, iskreno zahvaljujem. Vas pa vabim, da še več o kratkih verigah z nami predebatirate na 13. Agrobiznis konferenci Podjetništvo in inovativnost v kmetijstvu, ki je že 26. marca na Gospodarski zbornici Slovenije. In če vam je bil koristen, na pravkar videni podcast opozorite še koga. Kmalu nasvidenje.